Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, lep pozdrav na 10. SBC webinarju, tokrat na temo, kaj morajo podjetniki vedeti o pravilih dela na daljavo. Delo od doma, zlasti zaradi koronavirusa, postaja ena od bolj zanimivih oblik dela v prihodnosti. Preden se delodajalci odločite za to možnost in jo ponudite svojim zaposlenim, preverite, kakšni so. Na tem webinarju bomo predstavili delovnopravne in davčne vidike, vidik varnosti in zdravja pri delu, pojasnili, kakšne so pravice in dolžnosti delavcev, kakšen je možen nadzor s strani delodajalcev, ter predstavili pristojnosti in izkušnje inšpektorata za delo z tega področja. Tekom današnjega SBC webinarja bomo odgovorili na nekaj vprašanj. Ali je sprejem pravilnika o delu na domu nujen, ter ali je nujna izdelava ocene tveganja? Ali je za delo od doma zadostna sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi? Kdaj lahko delodajalec delavcu enostransko odredi delo od doma, ter kaj lahko delodajalec stori, če delavec odklanja delo od doma? Kakšne evidence je delodajalec dolžan voditi v času dela od doma? Kako izračunamo višino nadomestila za uporabo sredstev, ter ali je to nadomestilo sploh potrebno? Kako je z ostalimi povračili delavcev v zvezi z delom? In na zadnje vprašanje bomo tudi danes dobili odgovor, ki je, kakšne so pristojnosti inšpektorjev pri delu od doma. Današnji predavatelji so iz podjetja Deloitte, gospa Bara Gradišar in gospod magister Uroš Rožič, ter iz Inšpektorata Republike Slovenije za delo, gospod Slavko Krištofelc, direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu. Webinar bo moderirala Saša Pipan. Veseli smo, da se je na 10. SBC webinar prijavilo več kot 90 slušateljev, saj je v času koronavirusa delo od doma zelo razširjeno in se pojavlja veliko vprašanj, kako to formalno urediti. Webinar bo potekal tako, da bomo poslušali predavanje, na koncu pa bo možnost za vaša vprašanja. Na voljo imate sicer več možnosti za vprašanja. Lahko jih namreč zastavite v pogovoru, se pravi v chatu, ki je druga ikona, med samim predavanjem in na koncu, ko bo čas za vprašanja. Na koncu predavanj lahko tudi dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise your hand, ki je tretja ikona. In ko vam bo predavatelj predal besedo, izklopite zvok, po potrebi tudi video, vklopite seveda zvok in po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje. SBC webinar bomo snemali, tako da boste še danes prejeli posnetek SBC webinarja, prezentacijo in kontakt predavateljev. Preden začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili tega dela, da izklopite zvok in video. Obenem pa predajam besedo najprej gospodu Urošu Rožiču. Gospod Uroš Rožič, beseda je vaša. Boš predal. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Upam, da se slišimo. Bom v bistvu kar jaz začela danes s kolegom Urošem, vam bova na kratko predstavila, v bistvu na kakšen način lahko zagotovite, da vi in vaši zaposleni zakonito opravljate delo na domu. Torej, na kratko bova povedala nekaj o tem, kakšni so možni načini opravljanja dela, kakšni so pogoji za opravljanje dela od doma. Malo več bomo povedali tudi o pravnih podlagah in pa za konec pa nekaj o tem nadomestilu za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu. Zdaj bi pa res besedo predala Urošu. Pozdravljeni še z moje strani. Torej, da ne izgubljamo preveč časa, predlagam, da se kar lotimo naših današnjih predavanj in seveda, da potem tudi
na koncu odgovorimo na vaša morebitna dodatna vprašanja, tako kot je bilo tudi napovedano. Torej, najprej smo vam pripravili eno tabelico z načini upravljanja dela na domu, torej zagotavljanje dela na domu in pa seveda na delovnem mestu. Torej, v prvem stolpcu kraj upravljanja dela, potem naprej, kako je v tem primeru glede torej v primeru, da se delo upravlja na domu, v naslednjem stolpcu, kako je, če se delo upravlja na sedežu delodajalca, in pa seveda pod opombami, kakšne so oziroma katera je konkretna pravna podlaga, ki tovrstno zadevo ureja. To smo dali na prvi slajd zato, da imamo tle, bi rekel, neko celovito preglednico in seveda tudi pravne podlage, ki jih kasneje v samem tekstu oziroma v našem izvajanju ne bomo več navajali, razen če seveda boste imeli kakšno posebno vprašanje. Tako da to je recimo en tak zelo hiter pogled za vas, da če boste kakšno vprašanje iskali, da se lahko seveda tudi potem hitro znajdete po samih drsnicah. Torej, če gremo kar na našo današnjo vsebino, delo od doma, kaj torej je delo od doma, kateri so pogoji za delo od doma, zdaj zelo na kratko ali pa zelo, če neko jasno ločnico med delom na sedežu delodajalca in pa delom od doma postavimo, seveda potem je delo od doma delo, ki ga delavec opravlja bodisi na svojem domu ali v prostorih po svoji lastni izbiri. Bistveno je torej, da so ti prostori zunaj delovnih prostorov delodajalca, sicer seveda pogovorno govorimo o delu na domu pa delu na sedežu delodajalca, ampak je zakonski termin tukaj širši in razumevanje tovrstnega upravljanja dela seveda tudi širše. Skratka, pri delu na domu govorimo tipično seveda o delu od doma, ampak vendarle v prostorih, ki jih delavec sam izbere in ki so zunaj delovnih prostorov delodajalca, ne glede na to, ali je to sedež ali kakšna poslovna enota ali kaj podobnega. Seveda je potrebno tudi se dotakniti, bi rekel, ne bom rekel mejne zadeve, ampak vseeno enega dela, ki ga delavec občasno dela na domu, torej po izpolnitvi delovnih obveznosti v prostorih delodajalca. Kaj je tukaj mišljeno? Torej v tem primeru seveda ne gre za delo od doma, ampak gre preprosto za to, da potem, ko izčrpate delovni čas pri svojem delodajalcu, ne vem, zvečer odgovorite na kakšen mail, pregledate kakšno zadevo, če ste na poti, se priklopite, bi rekel, na informacijski sistem delodajalca, odgovorite na kakšen telefon ali kaj podobnega. Torej tovrstne zadeve niso delo od doma in seveda tudi v takem primeru se ne uporablja ta ureditev, ki velja sicer za delo od doma. Torej gre preprosto za neke, bi rekel, ne bom rekel nadurno delo, ampak to bi bilo napačno, ampak predvsem to, ko dejansko nekaj ad hoc opravite izven delovnih prostorov, seveda potem, ko ste pri delodajalcu opravili, bi rekel, dogovorjen delovni čas, 8 ur ali pa če imate skrajšan delovni čas, tudi kaj manj. Tako, naslednje vprašanje, ki ga je pri delu od doma treba urediti, je seveda pogodba o zaposlitvi oziroma aneks pogodbi o zaposlitvi. Zdaj, tukaj je zelo pomembno, da se vsi zavedamo, da je kraj upravljanja dela obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi. Torej gre za soglasje volj delavca in delodajalca, da se določene delovne naloge opravljajo seveda izven prostora delodajalca, torej praktično oziroma plastično povedano na domu. Zakon, če boste na prejšnjem slajdu pogledali konkretni člen, eksplicitno določa, da je za delo od doma potrebna nova pogodba o zaposlitvi, torej da aneks ne zadostuje. Tukaj seveda takoj dam, ne bom rekel disclaimer ali pa bi rekel neko opažanje, ki ga pri delodajalcih pri nas na Deloittu opažamo, je, da seveda se v trenutni situaciji sklepajo aneksi in ne nove pogodbe o zaposlitvi. To ni povsem v skladu z zakonom, je pa res, da je praksa tukaj šla nekoliko po drugi poti, tudi večji delodajalci, bi rekel tudi nekateri državni javni organi zadeve urejajo z aneksom. Toliko zgolj ad informandum.
Tega definitivno ne svetujemo, predlagamo, da se sklepajo nove pogodbe o zaposlitvi, ker je zaenkrat takšno izrečno zakonsko določilo. Niti proti korona 5, niti 1 do 4, seveda tovrstnega vprašanja kljub željam, napovedim niso uredili drugače. In je torej še vedno tukaj dokaj jasno stališče, ki ga zakon podaja, je pa seveda tudi precej pojasnil inšpektorata in pa pristojnega ministrstva na temo, da je potrebno skleniti torej novo pogodbo. Takoj se seveda naprej postavi vprašanje, kaj če delavec ne soglaša z delom od doma, torej ne želi dela opravljati na domu iz kakršnihkoli razlogov, bodisi nima ustreznega prostora, da bi to delo lahko opravljal od doma, bodisi mu ustreza, da prihaja v prostore delodajalca iz kakršnihkoli razlogov. Seveda tukaj ima delodajalec možnost po zakonu o delovnih razmerjih, da takšno pogodbo odpove in seveda ponudi novo pogodbo o zaposlitvi, in v kateri lahko pusti vsa določila enaka, razen dela kraja opravljanja dela, ki ga opredeli tako na sedežu oziroma prostorih delodajalca kot tudi delo doma. V takem primeru seveda poznamo institut odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove. Če delavec tovrstne pogodbe nove ne sprejmemo, seveda to pomeni, da mu pogodba oziroma delovno razmerje preneha iz poslovnih razlogov. Vendar tukaj bodite pozorni. To seveda pomeni, da mora delodajalec v takem primeru izkazati utemeljen poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Torej, povsem enako, kot če bi pogodbo odpovedovali redno iz poslovnih razlogov, torej brez ponudbe nove. Seveda tukaj je možnih veliko situacij, predvsem iz prvega vala smo se nekako naučili, da je delo možno opravljati seveda za določena dela tudi od doma, tako da je delodajalec lahko čisto iz poslovnih razlogov določen del delovnih mest, določeno vsebino delovnih nalog opredelil kot takšne, ki se lahko opravljajo od doma. Končno širi svoje poslovanje, nima dovolj prostorskih zmožnosti, da bi najel ali zgradil dodatne prostore v kratkem času ali kaj podobnega. Seveda bo v takem primeru delodajalec moral izkazati tovrstne poslovne razloge in seveda, če bo se delavec s tako odpovedjo ne strinjal, bo seveda tudi v relevantnih postopkih to utemeljenost moral dokazovati. To seveda tudi pomeni, da načeloma enostranska odreditev dela od doma v nekih rednih razmerah ni mogoča. So pa seveda izjeme, in sicer so po zakonu opredeljene torej te izjeme kot čas nekih izjemnih okoliščin. Pri čemer je seveda potrebno opredeliti te kriterije, katere te izjeme so. Recimo razglasitev epidemije, torej drugi val, bi lahko bila ena od takšnih okoliščin. Druga okoliščina bi lahko bila, pride do nekega škodnega dogodka na delovnih prostorih delodajalca ali kaj podobnega in potem delodajalec lahko v takem primeru enostransko odredi delo doma, vendar se je treba tukaj pa takoj zavedati, da ta enostranska odreditev lahko traja samo za konkretni čas trajanja tovrstnih razmer. Torej ne morejo te izredne razmere trajati neka nerazumno dolga časovna obdobja, recimo neko obdobje, ko se epidemija razglasi torej ko se epidemija odpravi, ko se izjemne okoliščine odpravijo, neke naravne nesreče ali pa kaj podobnega. Naslednje vprašanje, ki je seveda tudi zelo pomembno z vidika pogodbe o zaposlitvi oziroma pravne podlage za delo od doma, je seveda tudi čas trajanja dela od doma. Tukaj zakon ni posebej konkreten, v praksi pa srečujemo ogromno različnih variacij na to temo. Torej definitivno je potrebno tovrstne zadeve urediti v pogodbi o zaposlitvi ali pa seveda potem tudi z nekim ustreznim sklicem na nek interni pravilnik tovrstne zadeve urejati z internimi pravilniki. Vendarle sta pa tukaj delodajalec in delavec precej prosta.
Lahko določite neko celotno obdobje trajanja pogodbe o zaposlitvi ali del delovnega časa, torej lahko vnaprej določite, ne vem, na primer 2, 3, 4 dni na teden, lahko določite, da se boste glede tega sproti dogovarjala, lahko celo določite, da se v dinamiki in času dela od doma odloča delavec sam. Skratka, tukaj ste dejansko popolnoma prosti, da z delavcem dogovorite oziroma da ustrezno uredite, torej kakšen čas bo to delo od doma trajalo. Tisto, kar bi pa svetovali oziroma ki je pa zelo pomembno, pa je, da vendarle poskušate v pogodbo o zaposlitvi zagotoviti, da imate možnost pozvati delavca, da se vrne na delo v prostorih delodajalca. Ker če boste imeli tukaj tovrstnih določil ne boste imeli boste pa recimo, da se bo o časni dinamiki delavec odločil sam, potem ste seveda popolnoma prepuščeni volji delavca, ki bo tovrstno delo opravljal. Zato tukaj svetujemo, da vendarle imate kot delodajalec to varovalko oziroma to možnost, da če se pojavijo pa neke razmere, ki bi narekovale, da delavec mora priti na sedež delodajalca oziroma prostore delodajalca, da to pride. Tukaj poznamo tako prazne blanketne norme, kot je tale, kot tudi, ne vem, konkretna določila, da se delavec dolžan zglasiti v prostore delodajalca zaradi nekih sestankov, zaradi internih usklajevanj z direktorjem ali pa kaj podobnega. Skratka, tukaj ste praktično prosti in manj kot boste tle si striktno določali, kako se bo čas trajanja dela od doma opravljal ter na kakšen način lahko delavca pozovete nazaj, več boste imeli, neke fleksibilnosti pri samem izvajanju dela od doma. Torej, če se pomaknemo naprej na naslednji slajd, torej delo od doma, urejanje dela od doma s pogodbo o zaposlitvi oziroma internim aktom, elementi, ki jih je potem pri tem potrebno opredeliti. Torej najprej glede samega pravilnika. Bara, kaj ti meniš, kako je s pravilnikom? Ja, pri pravilniku je v prvi vrsti pomembno, če imate podrobnosti glede dela od doma mogoče urejene že v kakšni kolektivni pogodbi. Pravilnik namreč ni obvezen. Po zakonu ni obvezen, je pa priporočljiv. Zdaj, zakaj? V kolikor imate zadeve urejene oziroma pravila glede dela od doma dokaj natančno urejena v kolektivni pogodbi, potem pravilnika ne potrebujete. Seveda lahko, odvisno tudi od števila zaposlenih pri vas, te zadeve uredite tudi v sami pogodbi o zaposlitvi, se pravi z vsakim posameznim zaposlenim. Je pa pomembno, zaradi česar mi poudarjamo mogoče priporočljivost oziroma celo zaželenost pravilnika, pomemben je zlasti tudi zaradi davčne zakonodaje. In sicer, kot bomo malček kasneje omenili, to nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu ima predvideno ugodnejšo davčno obravnavo, vendar pa davčna zakonodaja določa pogoj, da se to nadomestilo opredeli zdaj ali v kolektivni pogodbi ali pa v internem aktu delodajalca. Torej, sprejem pravilnika je v bistvu smiseln, ker na ta način na neki generalni ravni uredite stvari za vse zaposlene, hkrati pa, v kolikor zdaj nimate kolektivne pogodbe, v bistvu rešite oziroma tudi ta davčni problem. Uroš. Hvala. Seveda tudi takoj naslednje vprašanje, katera so pa tista delovna mesta, ki jih je možno opravljati od doma, torej izven prostora delodajalca. Torej, delodajalec je tukaj tisti, ki mora tovrstna delovna mesta in pa tovrstna dela opredeliti. Ni torej, nobenega predpisa ali kaj podobnega, ki bi tovrstne zadeve vnaprej opredeljeval, ne vem, neka tajniška dela, neka pisarniška dela, neka desk dela, ampak vendarle delodajalec sam, poznavajoč svojo dejavnost, poznavajoč pogoje in sicer, ki se delovnih mest, torej ostalih vprašanj, ki se delovnih mest tičejo, da jih na ta način seveda opredeli. Tisto, kar zakon posebej zahteva, da mora delovno mesto spadati med dejavnosti delodajalca oziroma je potrebno za to, da se delodajalec svojo dejavnost opravlja, gre bolj za blanketno normo. Je pa seveda zelo pomembno,
da delodajalec ne more kot primernih delovnih mest opredeliti delovna mesta, ki so bodisi škodljiva ali obstaja nevarnost, da postane škodljiva bodisi za delavce, ki delajo na domu, ali za življenjsko delovno okolje, kjer se delo opravlja. Verjamem, da bomo o tem v naslednjih minutah še kaj več spregovorili. In pa seveda tudi, ko to prepoveduje poseben predpis. Ko smo mi to malo iskali, pa malo raziskovali, nismo našli tovrstnega posebnega predpisa, ki bi izrecno določal, da določenih delovnih mest ni mogoče opravljati od doma. Tako da verjamem, da je tukaj najbolj pomembna tista presoja delodajalca in pa seveda tudi presoja, da to opravljanje ni škodljivo ne za delavca, ne za okolje, v katerem se delo opravlja. Tudi glede samega delovnega časa velja popolnoma enake določbe, kot veljajo za delo v prostorih delodajalca, torej delodajalec mora zagotoviti podatke o številu ur, skupnem številu opravljenem ur in nadurnem delu. Pomeni, da je potrebno voditi evidence povsem enako, kot pa to velja za delo v prostorih delodajalca. Mogoče ena poenostavitev, ki je tudi pristojno ministrstvo in inšpektorat sta pojasnila, torej da delavec sporoča podatke o številu dejansko opravljenih ur dnevno le, če se te drugačne od 8 ur. Torej v primeru polnega delovnega časa. Torej, če delavec v ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek dela, od 8 do 4, konstantno 8 ur, potem je seveda mogoča ta poenostavitev. Če temu ni tako, torej da pa opravi kakšno naduro ali pa kaj podobnega, pa seveda ta poenostavitev ne velja in je potrebno seveda potem zagotavljati, nepoenostavljene evidence. Naslednje zelo pomembno vprašanje, ki ga bo Barbara nekoliko obdelala, je seveda zagotovitev delovnih sredstev za delo od doma. Torej, delovna sredstva. Zdaj, pri delu na domu seveda delavec uporablja torej delovna sredstva, recimo kot so računalnik, telefon, miška, tipkovnica in podobne stvari. Zagotoviti pa si mora tudi ogrevanje, vodo, elektriko, internet in podobno. Zelo pomembno je, da se z delavcem delodajalec že vnaprej dogovori, katera delovna sredstva so tista, ki jih bo zagotavljal delodajalec in katera so tista, ki jih bo zagotovil delavec sam. Kajti za tista delovna sredstva, ki jih recimo tudi pri delu na domu zagotovi delodajalec, ni potrebno, se v bistvu nadomestilo potem ne izplača. Zdaj, če bi delodajalec delavcu pri delu na domu zagotovil tudi recimo mizo, primeren stol, kar bomo kasneje verjetno tudi ugotovili, da ne more biti glih kar kuhinjski stol in podobno, v tem primeru za take stvari nadomestila ni. Za recimo uporabo prostora, za ogrevanje, za internet in podobno, ta sredstva, ki jih pa zagotavlja delavec, pa je potrebno dogovoriti neko nadomestilo. Torej, bistven je dogovor o načinu zagotavljanja delovnih sredstev ter kdo jih bo zagotovil in dogovor o ustreznem nadomestilu. Uroš. Ja, mogoče še zadnji element, ki ga je potrebno seveda tudi z delavci dogovoriti, in sicer je to varstvo poslovne skrivnosti in drugih občutljivih podatkov. Torej, tisti, ki se bolj ukvarjate z neko informacijsko varnostjo, veste, da je že v prvem valu bilo kar nekaj poskusov tovrstnih vdorov, skratka prihaja do ranljivosti informacijskih sistemov delodajalcev. In je seveda tudi v takem primeru delavcu potrebno podati ustrezna navodila, na kakšen način se bo delavec povezoval v neki informacijski sistem varno, da ne bo torej prihajalo do nekega vdora, ker vemo, da so recimo neke domače delovne postaje, če bo delavec sam zagotavljal, računalnik ali kaj podobnega, lahko izpostavljen nekaterim tveganjem. Zato je zelo pomembno, da delodajalci tudi temu vprašanju namenite potrebno pozornost in da date natančna navodila, kako
se dostopa do informacijskih sistemov, kako se varno uporablja informacijske sisteme, kako je z varovanjem poslovnih skrivnosti in seveda tudi, kako reševati incidente, varnostne incidente, če do njih prihaja. V nasprotnem primeru se seveda lahko dogodijo kar neki izsiljevalski ali pa podobni virusi in pa vdori, ki lahko seveda še poleg tega, da imamo epidemijo, dodatno onemogočajo vaše poslovanje. Torej, če se postavimo še, bi rekel, nekako na zadnjo temo strani Deloitta, delo od doma oziroma nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu od doma, Bára. Seveda, zdaj pravico delavca do tega nadomestila za uporabo lastnih sredstev je opredeljena že v samem Zakonu o delovnih razmerjih. Torej, ta pravica delavcu pripada, to brez dvoma. Zdaj, sam Zakon o delovnih razmerjih o nadomestilu ne pove nič kaj dosti več. Torej, vse, kar pove, je, da višino nadomestila potem določita delodajalec in delavec v pogodbi o zaposlitvi. Drugi zakon, v bistvu, ki pa se ukvarja malo več s tem nadomestilom, pa je Zakon o dohodnini, ki sicer ne določa pravice, temveč opredeljuje zgolj davčno obravnavo nadomestila, ampak Zakon o dohodnini v zvezi s tem določa. Zdaj, nadomestilo se ne všteva v davčno osnovo, torej ni obdavčeno, kot smo že omenili, če je določeno s posebnimi predpisi oziroma s kolektivno pogodbo ali internim aktom delodajalca. Pod pogojem, da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega dela, in pa, da je delodajalec določil navedeno nadomestilo na podlagi izračuna realnih stroškov in zato predstavlja utemeljen in razumen znesek. Zdaj, mogoče prva stvar, ki bi jo izpostavili tukaj, je, da sredstva, za katera se določa to nadomestilo, morajo biti značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega dela. Torej, če imamo zaposlene, ki od doma opravljajo bolj ali manj pisarniška oziroma administrativna dela, to pomeni, da se jim nadomestilo recimo zagotavlja za nakup pisarniškega materiala in podobno, stvari, ki v bistvu so povezane z njihovim delom, ne zdaj recimo za nakup kolesa ali pa nekaj čist ekstremnega, kar je nepovezano z njihovim delom. Druga, bolj pomembna stvar je pa ta izračun nadomestila, ki povzroča kar precej preglavic v praksi. Zdaj, mi smo v bistvu iz prakse in iz pogovorov s FURS-a dobili informacijo, da pa tudi iz zakona v bistvu izhaja, da to nadomestilo predstavlja v bistvu nek pavšalni znesek. Izračunati ga je potrebno na podlagi nekega izračuna realnih stroškov, ne gre pa v tem primeru za detaljne izračune na mesečni ravni za vsakega zaposlenega posebej, ne vem, na podlagi kvadrature njihove dnevne sobe, koliko je ogrevanja bilo porabljenega za tistih 8 ur opravljanja dela, amortizacijo prostora in podobne stvari. Zdaj, takih detaljnih izračunov se ne zahteva, gre za pavšalni znesek, ki ga je sicer potrebno izračunati na podlagi nekih realnih stroškov, ampak ne pa na podlagi dejanskih stroškov. Torej, kaj naj bi ta izračun zajemal, realnih stroškov? Strošek uporabe prostora, kot pa tudi drugih sredstev, ki jih zagotavlja delavec. Torej, elektrike, ogrevanja, recimo še kakšnih drugih delovnih sredstev, če delavec sam kupi, ne vem, kartušo za tiskalnik, kakšen papir, pisala, mogoče kakšen drug pisarniški material, potem pa se v bistvu na tej podlagi naredi neki izračun. Zdaj, kaj smo mi recimo že videli pri strankah in oziroma tudi pri nas na Deloittu, se je računalo na podoben način. Ena od zaposlenih, ki se je v bistvu lotila tega izračuna, je pogledala svoje položnice, glede na recimo lokacijo, ki je lahko merilo za ostale zaposlene, in na podlagi tega smo pripravili nek izračun na mesečni ravni. Zdaj, tukaj v zvezi s tem bi mogoče dali še eno priporočilo. Verjetno vaši zaposleni, vsaj v večini primerov, ne bodo ves čas delali od doma, torej 5 dni na teden do konca leta oziroma še dlje, da se kakšen dan tudi vseeno oglasijo v pisarni oziroma delo opravljajo iz pisarne.
Ravno zaradi tega v bistvu priporočamo, da to mesečno nadomestilo, recimo pavšalni znesek, ko ga izračunate, da v pravilniku oziroma pogodbi, kjerkoli boste pač to opredeljevali, opredelite v dnevnem znesku. Na ta način si v bistvu zelo olajšate sami izračun, kajti potem boste za delovne dni, ko je delavec delal od doma, enostavno pomnožili s številom dni to nadomestilo in boste dobili pač v bistvu strošek, nadomestilo, ki bo tudi neobdavčeno. Dodatno v bistvu to nadomestilo od letošnjega leta tudi ni obremenjeno s prispevki. Tako da je v bistvu precej ugodna davčna obravnava. Torej, bruto je neto, ni obremenjeno ne z dohodnino, ne s prispevki, vendar pa Zakon o dohodnini določa tudi najvišji znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, in sicer do višine 5% mesečne plače delojemalca oziroma ne več kot do višine 5% povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. Trenutno to znaša okrog 90 evrov. To pa mislim, da je to. Kakšna malca. Okay. Gospod Uroš, ne sliši se vas? Aha. Bo zdaj šlo? Ja. Ok, pravim, toliko strani Deloitta, zdaj pa vračamo besedo. Okay. Najlepša hvala. Jaz bi pa kar predala naprej besedo gospodu Slavku Kreštofelcu. Izvolite. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Upam, da se slišimo. Pa vidimo tudi zaenkrat. In vidimo, tako. Lepo. Poglejte, sam na kratko, kako bi moj prispevek potekal danes. Dejansko bi rad povedal in opozoril na izkušnje inšpektorata za delo, ki jih imamo v zvezi z opravljanjem dela na domu, in sicer od tistega trenutka, ko se mi dejansko prvič nekako srečamo s tem obvestilom, ko nas delodajalci obveščajo o tem, da nameravajo organizirati delo na domu. Nekaj glede zahtev, kaj pričakujemo v tem obvestilu, kako naj delodajalci preverijo ustreznost oziroma kako ugotavljajo, ali je delo na domu pri delavcu ali na katerikoli drugi lokaciji za tega delavca varno in zdravo, ter potem mogoče tudi nekaj glede naših ugotovitev, kako pogosto se v tem trenutku izvaja delo na domu, kako inšpektor izvaja pooblastila, ki jih ima po Zakonu o delovnih razmerjih in pa po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. Zdaj bi mogoče samo toliko, da naložimo slajde. Upam, da se predstavitev vidi. Bi šli mogoče kar naprej. Če gremo na obveščanje inšpektorata glede dela na domu, prvič, kje je to zapisano, in sicer v Zakonu o delovnih razmerjih, govori o tem, da je potrebno obvestiti inšpektorat za delo o tem nameravanem organiziranju dela na domu. To ni neka prijava, da bi jo mi smatrali kot prijavo, na katero bomo potem odreagirali skladno s pooblastili, ki jih imamo, in šli na prvo žogo, če tako lahko rečem, v inšpekcijski nadzor, temveč nekako prvi kontakt oziroma prva informacija, da pa ta delodajalec dejansko želi zagotoviti, se pravi, izvajanje dela na domu, ker je pač to v njegovo korist in pa tudi zato, ker so pač delavci pripravljeni takšno delo tudi izvajati. Potrebno je povedati, da vedno, vsaj tako v praksi vidimo, vsi delodajalci niso pripravljeni izvajati takšnega dela.
tudi ne zaupajo v takšen način dela. Ravno tako bi pa rekli tudi za delavce, da nekateri rajši hodijo na lokacijo delodajalca in pa nekateri drugi pa tudi zaradi usklajevanja svojih, v narekovajih, privatnih obveznosti takšno delo zagovarjajo. Vsekakor pa je to nekako dogovorni način upravljanja dela, zlasti takrat, ko se dogovarjamo za delo na domu na osnovi 68. člena Zakona o delovnih razmerjih. Potrebno je tudi poudariti, da pa ne prijava oziroma bom rekel neobveščanje inšpektorata o nameravanem organiziranju dela na domu predstavlja prekršek, ki se pa kaznuje z številkami, kot so razvidne, to se pravi za od 750 do 2000 evrov za delodajalca in pa od 100 do 800 evrov za odgovorno osebo delodajalca. Čisto popolno iz prakse povedano, kar nekaj prijav smo dobili na inšpektorat s strani delavcev, da oni morajo delati na domu, delodajalec pa o tem ni obvestil inšpektorata. Seveda smo to preverili in pa so se te prijave izkazale za resnične. V vsaki prijavi je bila kar tudi nekaj resnice in inšpektor pristojni je ustrezno odreagiral in pač izpeljal prekrškovni postopek. V nadaljevanju kaj ugotavljamo? Vidimo, da delodajalci kar prijavljajo, se pravi obveščajo o delu na domu, so pa vsebine teh obvestil zelo, zelo različne. Zakon o delovnih razmerjih ne govori o nikakršni vsebini, kar na inšpektoratu zelo pogrešamo in ravno iz tega stališča, ker ne moremo pripraviti nekih celokupnih statističnih podatkov oziroma ugotovitev, kaj se v praksi na področju Republike Slovenije dejansko dogaja. Pričakujemo, da bo zakonodajalec nekako opredelil to tudi vsebino tega obveščanja na domu. Ravno tako bi pa pričakovali, da bi se pa tudi zakonsko omogočilo, da bi se ta obvestila lahko pošiljala tudi na elektronski način. V praksi je sicer to mogoče, ampak res veliko večino obvestil sedaj dobivamo po klasični pošti. Mogoče je tukaj poziv, poslužujte se elektronskih poti, vsi gremo v informacijsko tehnologijo, jo uporabljamo in ne vidimo nekih razlogov, da tudi v tem primeru tega ne bi storili. Kaj naj bi vsebina tega obvestila obsegala? Vsekakor glede na to, da smo že prej omenili, da dobimo kar nekaj prijav s strani delavcev, da pač delajo doma, pa so mogoče krateni za določene pravice, kjer jih delodajalec ne prijavi. Poleg, se pravi, podatkov o delodajalcu vsekakor ime in priimek delavca ter pa lokacijo opravljanja dela na domu. Zakaj je lokacija opravljanja dela zelo pomembna? Sicer govorimo o delu na daljavo, ker ne govorimo samo potem o lokaciji na domu, temveč o prostoru, kot je bilo že predhodno omenjeno, o prostoru opravljanja dela po izbiri delavca. To pomeni lahko tudi na kjerikoli drugi lokaciji, ne ravno na domačem domu. Mogoče bi tukaj poudaril še to, kar je povezano z varnostjo in zdravjem pri delu, da v praksi običajno dobimo stalno naveden naslov stalnega bivališča tega delavca, kjer opravlja delo na domu, in sicer ulico, številko ulice in kraj. V praksi je mogoče to za delodajalca sicer zelo enostavno zapisati, vendar na tako širok splošen način si tudi poveča nekakšne obveznosti zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Se pravi, če naslovi, se pravi v obvestilu, če navede lokacijo kot naslov delodajalca, je dejansko on odgovoren za zagotavljanje varnosti in zdravja delavca na celotni lokaciji, zato mogoče samo v razmislek o bolj konkretiziranem prostoru opravljanja dela na domu.
tudi iz stališča kasnejših morebitnih nadomestil v zvezi z nezgodami pri delu, ki bi se lahko dogodile. Potem naslednja stvar so nekako obdobja in pa deleži, časovni in dnevni deleži, v katerih se naj bi opravljalo delo. Tudi tukaj je kar nekaj nedorečenosti in sicer kar nekaj vprašanj se pojavlja v zvezi s tem, ker ne vejo točno. Jaz razumem popolnoma, da se ne ve točno, v katerem obdobju dokdaj se bo to izvajalo, kolikokrat na teden oziroma ali 2, 5 ali 8 ur na dan, kakorkoli že. In da je to naprej težko predvideti, ampak neka informacija je pa lahko vseeno dana, če tudi neka splošna. Kaj jaz vem, v času od 10.11.2020 pa do konca leta ali pa kaj podobnega. Časovni delež 3-krat na teden, s tem nam ni treba definirati ne ponedeljka, ne srede, ne petka, ampak v tem časovnem obdobju se bo delo izvajalo nekako v dogovoru z delavcem in pa na možnost, na vpliv ostalih dejavnikov, ki na to razporeditev lahko vplivajo. Ponavadi se pa delo resnično opravlja, saj izkušnje so takšne do zdaj, da se opravlja 8 ur, se pravi dejansko celoten delovna izmena. Zakaj je tudi pomembna vrsta opravljanja dela? Mogoče že kar zdaj razložim, kot veste, ima inšpektorat oziroma pristojni inšpektor pravico prepovedati opravljanja dela na domu. Inšpektorji, kot sem že prej omenil, na vsako obvestilo ne gremo na teren, ravno tako verjetno že tudi veste, da nimamo pooblastil, da bi lahko vstopali svobodno v v domače privatne prostore delavca. Če nekako želimo, da to nalogo izvajamo, kar je seveda smiselno, je potem potrebno, da dobimo oziroma z obvestilom pridobimo take podatke, na osnovi katerih lahko ocenimo in nekako ugotovimo, ali je to delo, bi bilo delo za delavca slučajno oziroma morebitno škodljivo ali nevarno. V zvezi s tem tudi navajam navedbo uporabljenih sredstev za delo. To pomeni, katera delovna oprema se uporablja, katera delovna oprema ali pa ostala sredstva za delo se bodo uporabljali. Čisto tako, da navedem mogoče vrsta opravljanja dela. Vse prijave do sedaj, ki smo jih prejeli na inšpektorat, so bile povezane z računalniškim delom. Eno ostalo delo ni bilo navedeno, čeprav vemo, da je delo na domu začelo izhajati popolnoma iz drugih razlogov. Na začetku so bile te neka ročna dela, sestavljalna dela, kjer so sestavljali delavci in delavke doma majhne komade, majhne sestavne enote, in to je zdaj počasi prešlo v uporabo informacijske tehnologije in pa uporabo računalnikov in oddaljenih dostopov in tako naprej. Zato je vrsta upravljanja dela pomembna, ker računalniško upravljanje dela je tisto, ki naj ne bi bilo posebej nevarno za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev, seveda z upoštevanjem vseh varnostnih zahtev. Vsa ostala bolj zahtevna dela, vključno z mogoče nekim premeščanjem težnih bremen ali kaj podobnega, pa bi že zahtevala neke posebne ugotovitve in nadzore s strani delodajalca. Uporabljena sredstva za delo ravno tako, navajajo se in računalniki, tiskalniki, oddaljena informacijska tehnologija, oddaljen dostop, in to se sedaj največkrat tudi navaja v teh obvestilih. In ti podatki so tisti, ki za nas inšpektorje pomenijo nekakšno podlago za odločanje o tem, ali se delo na delovnih mestih izvaja varno in zdravo. Mogoče tukaj omenim nekaj vprašanj, ki najpogosteje
prihajajo na inšpektorat v zadnjem obdobju in sicer sprašujejo, kdaj obvestiti inšpektorat za delo o tem. Nedvomno tukaj ni dilem, obvešča se pred pričetkom opravljanja dela, to je prav, ko imamo neke običajne razmere po 68. členu, seveda pa obstojajo tudi izjemne razmere po 169. členu ZDR-1, to so dejansko izjemne okoliščine, ko je potrebno preko noči recimo ta način dela uvesti in tu se nekaj dopuščajo možnosti, da se pa lahko inšpektorat obvesti o tem, čim prej je to možno, ne bi pa razmišljal o tem, da bi pa potem to obveščanje prolongirali v cel teden ali pa v nekaj tednov in tako naprej. Se pravi, takoj, ko je to možno, to se pa lahko, mislim, da naredi kar v 2-3 dneh bi bilo tudi v primeri nekih hujših recimo izjemnih okoliščinah to možno. Potem naslednje vprašanje, ki je zelo pogosto, ali je potrebno obveščanje opravljati pred vsakim opravljanjem dela. Definitivno ne, bi pa mogoče opozoril na to, kar sem povedal predhodno, in sicer od tega je odvisno, za koliko časa je bilo prijavljeno delo na domu. To pomeni čisto konkretno, recimo, da je bilo prijavljeno delo na domu do konca letošnjega leta, recimo 2-krat na teden, ali pa rekel rajši, da bolj plastično, do konca meseca novembra, 2-krat na teden po 8 ur. Ni potrebno, prijavljamo recimo prvič, pred pričetkom dela na domu, potem ni potrebno obveščati inšpektorata o tistih enodnevnih prekinitvah ali pa o enotedenskih prekinitvah in tako naprej, ampak tudi, ko rok konec novembra preteče, ravno tako ni potrebno obvestiti inšpektorat, da se je to zgodilo. Dejansko je treba prijaviti pred pričetkom opravljanja dela in potem nekako nič več. Je pa smiselno, da če bi pa sklenili nek aneks oziroma pogodbo na način, da se opravlja delo od danes ali pa od jutri pa do poletja naslednjega leta, predlagamo, da pa se v začetku leta, koledarskega leta, ta prijava obnovi, mogoče se tudi spremenijo kakšna imena delavcev ali ne, ampak nekako, da se ažurira, ravno nekako iz statistike, da dejansko vemo, koliko delavcev je v določenem obdobju oziroma v določenem delu leta opravljala delo na domu. Potem naslednje vprašanje, kako je potrebno prijavljati obveščati o delavcu na domu. Ali je to za vsakega delavca posebej, ali je to za skupino delavcev in kako te skupine razdeliti. Dejansko ni potrebe po prijavljanju posameznega delavca. Vsi delavci so lahko navedeni na enem obvestilu, ali sta to 2, 5, 10 ali na koncu koncev 100. Vendar pa je treba vse tiste podatke ravno tako nekako na to eno obvestilo pripeti oziroma jih namestiti. In sicer lahko so za vse te delavce enake, se pravi, imamo enake zahteve, enako obdobje, če pa ni tega, pa lahko razdelimo delavce po teh nekih grupah in za vsako to imenovano grupo razdelimo oziroma damo svoj opis glede vsebine obvestila o opravljanju dela. Ali je potrebno prijavi priložiti kakšno dokumentacijo? V praksi se dogaja, da dobivamo in kopije pogodb o zaposlitvi oziroma sklepov ali pa aneksov in ocene tveganja. Marsikakšen delodajalec pošlje kar veliko količino dokumentacije. Ne potrebujemo nobenih prilog, nobenih dokumentacij in nobenih ocen tveganja. To pomeni samo preprosto obvestilo z navedbo podatkov, ki so bili omenjeni na prejšnjem slajdu. Kam
nasloviti ta obvestila. Tukaj sta dva spletna naslova inšpektorata. Videli boste, ni neke klasične pošte omenjene, dejansko se jo probamo izogibati. Če zdaj gremo na drugo področje, in sicer zagotavljanje varnega in zdravega dela na domu, delodajalec je po zakonodaji to dolžan. Dejansko je v primeru, ko je uvedel delo na domu, si je svojo lokacijo, kjer je on pristojen za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, kar močno razširil. In ker si je tako razširil, velja tudi zakonodaja z področja varnosti in zdravja pri delu, tako na njegovi lokaciji, osnovni lokaciji, kakor tudi na lokacijah, kjer se opravlja delo na domu. To pomeni, da tudi za te prostore veljajo podzakonski akti, ki se nanašajo na primer na delovne prostore, na delovna mesta, na delo z računalniki in mogoče še na ostala tveganja, ki se bi lahko v tem času pojavila oziroma bi se ugotovila. Veliko vprašanj je tudi glede tega, kako se ugotavlja varne pogoje dela na domu. Najbolj siguren način je ta, da si pač strokovni delavec delodajalca to delo na domu ogleda. Takrat bo delodajalec na koncu najbolj na varni strani zakona in potem nekako ta strokovni delavec in delodajalec opravita skupno analizo in se nekako dogovorite, ali je potrebno ukrepati ali ni potrebno ukrepati, mogoče izboljšati delovne pogoje ali pač ne. Nekako pa pričakujemo, da vsaj v sedanjih primerih, ko govorimo o računalniškem oziroma o administrativnem upravljanju dela na domu, da so nekako prostori na domu zelo nekako izenačeni ali pa enaki tistim, ki jih delodajalec zagotavlja na svojih delovnih mestih. Zato mogoče je v tem primeru upravljanja dela na domu bolj smiselni drugi načini ugotavljanja, kot se pojavlja v zadnjem obdobju, kot so izpolnjevanje nekih vprašalnih fotografij delovnega mesta, neke ali podobne stvari. Ta zadeva ni tako 100%. Poglejte, fotografije delovnega mesta lahko prinese delavec od koderkoli želi, mogoče želi s tem vplivati nekako na delodajalca, no, ampak vseeno delodajalec nekako tudi mora prepoznati v delavcu neko zaupanje in v že toku dosedanjega časa nekako lahko verjame oziroma zaupa delavcu tudi glede tega, ali je v redu človek, ali se dobro obnaša, ali je zaupanja vreden in potem tudi te fotografije delovnega mesta oziroma izpolnjen vprašalnik na takšen način tudi obravnava. Tukaj sem napisal še, da vprašalnike, ki jih je delavec sposoben izpolniti po navodilih delodajalca. Zelo pomembno se mi zdi ta beseda sposoben. V roke mi je prišlo kar nekaj vprašalnikov, za katere pa ne bi mogel trditi, sicer so bile zelo kvalitetno narejene in zelo obsežne, tudi strokovno, ampak delodajalec ni sposoben ustrezno na njih odgovoriti. Recimo za primer, ali ima delodajalec ustrezno osvetljeno delovno mesto. To zda ali ne, odgovor je da ali ne. Ali ima delodajalec zagotovljeno ustrezno vlažnost v delovnih mestih. Na ta dva vprašanja delavec dejansko ne more adekvatno oziroma strokovno ugotoviti, ker dejansko zadaj stojijo meritve. Lahko bi se pa vprašanje čisto drugačno oglasil. Recimo, da vede delavec, kakšno osvetlitev ima, recimo leto osvetlitev z tako močjo sijalke in iz tega potem strokovni delavec nekako lahko ugotovi, na kateri višini še je ta sijalka in iz tega se potem lahko ugotovi, kakšna je tudi osvetljenost delovnega mesta oziroma osvetljenost te neposredne okolice. Pomembno se mi zdi, da je ta vprašalnik, če se ga delavcu da izpolniti, da je skonstruiran, pripravljen tako, da ga je delavec sposoben izpolniti.
Mogoče še nekaj vprašanj, ali je potrebno izvajati meritve škodljivosti delovnega okolja. Definitivno v primeru računalniških administrativnih del ne, ker, kot sem že prej omenil, vsak ima verjetno tako urejeno ogrevanje stanovanja od doma, da bi ga zeblo lahko mogoče samo v primerih, ko ne bi imel pokvarjeno kurjavo oziroma ogrevanje oziroma kaj podobnih zadev. Iz teh meritev kakšnih velikih pomembnih podatkov ne bi dobili, to pomeni, da bi to zadevo lahko zelo preprosto vnesli kar vprašalnik. Mogoče glede hrupa pa sevanja, ki je ravno tako škodljivo, ravno tako se da urediti z vprašalnikom, kaj sme mogoče hrup iz ozadja, kot je mogoče neka avtocesta neposredno ob hiši ali pa neko hrupno gradbišče ali kaj podobnega. Na to bi delavec dejansko tudi brez meritev znal strokovno odgovoriti, ravno tako mogoče okrog sevanj, na primer optična sevanja, elektromagnetna sevanja, ravno tako se lahko pogovarjamo, ali so neki oddajniki elektromagnetnih sevanj v bližini ali ne. Neposreden ogled oziroma meritve škodljivosti bi bile lahko potrebne samo takrat, ko se dejansko posumi, da pa se nekako dejansko opravljajo dela drugačna, kot se opravlja na delovnih mestih in ko bi bile lahko razmere iz opisa oziroma iz odgovorov na vprašanja drugačna, kot jih je delodajalec pričakoval. Kaj je z oceno tveganja? V oceni tveganja mogoče lahko navežem malo že na predhodno vprašanje. V oceni tveganja je potrebno nekako opredeliti, da se izvaja delo na domu in katera dela od doma se izvajajo, ni pa potrebno, da pa dela neposredno ocenjujemo. Za računalniško upravljanje dela, če je takšno delo že ocenjeno v sedanji oceni tveganja in če se razmere na oddaljeni lokaciji delavca bistveno ne razlikujejo oziroma niso bolj škodljiva za delavca, potem je samo omemba popolnoma zadostna. Mogoče, kaj se nam zdi še pomembno, so navodila za varno delo na domu. Vsekakor predhodno so bile omenjeni neki pravilnik, strinjam se s predhodniki glede tega, vsekakor bi pa lahko mogoče ta navodila vseeno opredelili v tem pravilniku ali pa bi jih samostojno pripravili. Delavca je potrebno nekako stalno spodbujati in da tudi, ko ni pod stalnim nadzorom delodajalca, da varno opravlja delo in ravno to je namen teh opravil. Pripravimo delavcu, ki opravlja računalniška dela na domu, neka navodila glede pravilne postavitve računalnika, tipkovnice, miške, glede pravilnega sedenja na stolu, da ni primerno, da sedi nekako v kuhinji za mizo ali celo leži na kavču in ima potem na stolu pripravljen računalnik in tako podobno. V daljšem obdobju bo to vsekakor imelo daljnosežne posledice za delavca, mogoče tudi za delavca v kratkem obdobju, če je ta delavec starejši, ampak nekakšna navodila so tisti, ki jih je treba spoštovati, mogoče tudi iz stališča tega, da pa se delodajalec vseeno izogne mogočih nekih odškodninskih odgovornosti. Še neka statistika za danes, glede prepovedi opravljanja dela na domu sem že uvodoma nekaj povedal in glede preverjanja stanja v praksi ravno tako. Mogoče bi jaz tukaj omenil še neke podatke v primerjavi z lanskim letom. Če pogledamo to tabelo za leto 2019, dejansko imamo tu imena nekako
prijavljeno število delavcev, ki je v tem obdobju opravljalo delo. Nekako so te stolpci razdeljeni tudi po razglašeni epidemiji v letu 2020 za primerjavo. V lanskem letu ni bilo veliko opravljanja delov na domu, tako da smo znali te delavce prešteti in to so številke, koliko jih je v določenih obdobjih delalo. Za leta 2020 pa vidimo že v januarju do marca se je število teh delavcev močno povečalo, potem ko pa je v marcu prišlo do epidemije, je pa dejansko se je pa število delavcev, ki so opravljali delo na domu, zelo močno povečalo. To pomeni, da nismo več šteli, koliko je teh delavcev, ampak samo koliko smo dobili obvestil od delodajalcev. In zdaj, če nekako v povprečju smo videli, da je vsako obvestilo delodajalcev obsegalo nekako 30 delavcev, potem lahko nekako ugotovimo, da je bilo to število kar veliko. No, se pravi, lahko govorimo o 100 000 delavcih ali celo več, ki so opravljali v času epidemije dela na domu. Za zaključek bi mogoče še to povedal, no, sicer nimam tukaj slajda na to, ampak zdi se mi zelo pomembno, kaj je z nezgodami pri delu oziroma če se delavec poškoduje v času opravljanja dela na domu. Do sedaj na inšpektorat veste, da je treba nezgode prijavljati na inšpektorat, ki se dogodijo, in do sedaj dejansko nismo prejeli enega obvestila oziroma ene prijave tem, da se je delavec poškodoval. Ampak vseeno, če bo prišlo do poškodbe in če se bo ta poškodba zgodila z opravljanjem dela, za katero sta delavec in delodajalec sklenila dogovor, potem je delodajalec o tem dolžan obvestiti inšpektorat in dejansko tudi navesti vse ostale podatke, ki jih je potrebno navesti, istočasno pa je dolžan delavcu izpolniti tudi tisti ER8 obrazec. Zdaj, kako ugotoviti, kje se je poškodoval, zakaj se je poškodoval, to pa mogoče spet se vrnemo nazaj na prvo točko, ker sem rekel, da je zelo pomembna lokacija delodajalca. Konkretnejša bo lokacija delavca, kjer bo opravljal delo, konkretnejše bo opredeljeno, zožil se bo tisti manevrski prostor, kjer bi lahko delodajalec tudi priznal poškodbo pri delu. To je bilo z moje strani, če bodo kakšna vprašanja, sem vam na razpolago. Super, najlepša hvala, gospod Krištofelc, tudi vam. Imamo kar nekaj vprašanj, tako da prehajamo zdaj že na vprašanja in bi jih jaz kar po vrsti zastavljala. Kako je z dodatki, če delavec dela čez vikend, čeprav ima obvezo 4x8 čez teden in mu delodajalec ni prepovedal niti ukazal dela preko prostega časa oziroma vikenda? Mogoče podjetje Deloitte, ne? Ja, pozdravljeni nazaj. Torej, če govorimo o dodatku oziroma nadomestilu za delo v domu, potem seveda, če delodajalec takega dela doma ni predvidel, ga ni prijavil inšpektoratu oziroma ga ni opredelil v svojem internem pravilniku, potem seveda to odpade oziroma ni upravičen delavec za tovrstnega nadomestila, ker če ima delovno obvezo 4x8, seveda potem kvečjemu, kar tle lahko pride v poštev, so neke nadure. Sicer mogoče lahko gospa, ki je tole vprašanje zastavila, se javi, pa majčkeno bolj konkretizira, ker ne vem, kaj konkretno s temi dodatki je mišljeno, ampak zato sem se osredotočil na to nadomestilo. Zdaj, lahko gremo naprej, se mi zdi. Mikrofon, gospa Saša. Se opravičujem, majčkeno sem se zgubila. Me je ven odnesel. V redu, gremo na naslednje vprašanje. Čakaj, sem majčkeno. Je višina nadomestila dogovora o povračilu stroška, ki je zapisana, ali je to prepuščeno občutku?
Aha, no, sej na tole mislim, da smo že odgovorili, torej višina ni predpisana, potrebno jo je izračunati kot nek pavšalni znesek in pa to višino potem tudi vnesti v pogodbo o zaposlitvi. Tako da ni predpisana. Ja, imamo pa potem še naprej. Kakšna pa je po vaših izkušnjah primerno dnevno nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, na primer za nekoga, ki doma programira? Ali lahko odgovorite s konkretnim zneskom? Lahko, seveda se potrudim. Zdaj, mogoče za programerja nismo imeli nekih primerov. Pomembno je zdaj, če v ta namen rabite, ne vem, močnejšo internetno povezavo, kaj takega. Običajni zneski, s katerimi smo recimo imeli opravka, so tam od enega evra na dan, 3 evre na dan in pa tudi mnogo višji zneski, ki so pa potem že obdavčeni, no. Tako da neko povprečje je od 1 do 3 evrov dnevno nadomestilo. Okej, pa naslednje vprašanje, ali mora delodajalec fizično preveriti pogoje dela na domu oziroma zadošča izjava delavca, pa bi združila kar še s telim spodnjim, ali je dovolj, da če gre za pisarniško delo, da zaposleni fotografirajo svojo domačo pisarno? Mislim, da je to Ja, jaz bi to dovolj odgovorov, lahko pa še kaj dodate. čisto na kratko bi še povedal, no, dejansko sama fotografija bi bila po moje bi bila zadostna, no. Jaz bi tukaj govoril o kombinaciji vprašalnika in pa tiste fotografije. Če pa se ogleda delovno mesto, je pa res, smo pa dejansko čisto najbolj na varni strani zakonodaje, to je to. Hvala. In naslednje vprašanje, ali je tudi ob občasnem delu potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi? Pri občasnem delu od doma verjetno potrebno skleniti novo pogodbo o delu. Ja, čeprav vprašanje razumem, gre verjetno za to, da pač delavec, ne vem, vsake 4 mesece, kakšen dan ali pa 2 ali pa 3 dela od doma. Verjetno je tukaj mišljeno to občasno delo. Ja, tukaj zakonodaja oziroma naš zakon ZDR tukaj ne pozna izjeme. Vedno, ko prihaja do dela od doma, je potrebno skleniti, torej je treba to opredeliti v pogodbi o zaposlitvi in tudi obvestiti inšpektorat o tem. Torej ni tle, bi rekel, neke bližnjice za to vrstna občasna dela. Okej, pa še eno vprašanje imamo. Ali ste morda razmišlja o kakšnih poenostavitvah postopkov, prijav in podobno, vsaj za tista dela od doma, na primer delo z računalnikom, ki verjetno zajemajo levji delež, kjer se veže na osnovi sedanjih izkušenj, da taka dela ne predstavljajo dodatnih rizikov za delavca? To lahko jaz povem, no. Vsekakor na inšpektoratu in tudi na Ministrstvu za delo ter na Ministrstvu za javno upravo razmišljamo o nekem poenotenem prijavljanju, o elektronskem prijavljanju na enotnem obrazcu, kjer bi bilo to vnašanje in pošiljanje zelo enostavno z pustnimi šifranti in nekaj podobnega, to da bi lahko delodajalci zelo preprosto in na preprost način in na hitro to obvestilo izpolnili. Trudimo se, da bi se povezali tako z AJPES-om kot mogoče z Zavodom za zaposlovanje, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, kjer bi z matičnimi številkami in pa z EMŠO-ti zelo hitro prišli do tistih vnosov, ki mogoče delodajalcu povzročajo ali pa jemljejo največ časa. Se trudimo na tem, da bi to obveščanje skrajšali in da bi bilo čim bolj transparentno, brez nekih dodatnih administrativnih ovir za delodajalce. Okej, hvala. Nekih drugih vprašanj ne vidim. Tako da smo prišli do konca današnjega 10. SBC webinarja. Najlepša hvala predavateljem za čas in pripravljeno predavanje. Posnetek današnjega SBC webinarja vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili z vašimi sodelavci. Kontakte predavateljev vam posredujemo tudi poleg posnetka. Verjamem, da se kmalu spet vidimo na naslednjih SBC webinarjih. O vseh aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali. Nekaj naslednjih pa vam povem.
Se pravi, v torek 10.11. pripravljamo webinar s poslovnim psihologom gospodom Alešem Vičičem na temo, kako v času koronavirusa obvladati lastne skrbi in s tem doseči spremembe pri zaposlenih. V četrtek 12.10. s podjetjem AV Studio pripravljamo webinar na temo v času koronavirusa se vse seli na splet. Optimizirajte vaše spletne strani za prihodnost. 17.11. s podjetjem Geni organiziramo webinar na temo, kako v naslednjih 6 mesecih ravnati najbolj gospodarno z elektriko. In 19.11. s podjetjem Deloitte organiziramo webinar na temo, kako prepoznati in se izogniti poslovnim prevaram, v bistvu kakšni so aktualni trendi na to. Najlepša hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno. Svidenje. Pozdravljeni, nasvidenje. Srečno. Svidenje. Svidenje.